Ampak tako nekdo, ki sploh ni v tej board game sceni, lahko vprašam, kaj je ta zlata doba board gameov in kdaj se je zaključila, zakaj se je zaključila? To je bilo ravno leta 2016, tam nekje, ko so ljudje začeli ugotavljati, da Kickstarter uspeva z board gamei. Dejansko na neki točki je Kickstarter največ board gameov ven metal, kot pa karkoli druga. In je uspevalo. Ena podjetja so to izkoristila in so dobesedno kot trgovino že uporabljala, ampak eni so pa bili prav passionate in so lahko mali ljudje, ki niso rabili iti skozi distributerje, skozi ne vem kako sceno, so lahko svojo idejo reprezentirali in so jih potem ljudje podprli, da so dobili denar, da so naredili igro. In takrat so še igle bile poceni. Takrat si jih lahko pod 100 evrov, gigantske igre, si tudi naprimer Kingdom Death Monster. Jaz sem ga kupil za $250. Danes je 420. Pledge Manager, sem vse Pledge Manager, sem vse naredil, glej, game je zrastel do takih cen, konec koncev, zdaj sem si izračunal, jaz sem že prešparal $3000. Če bi danes šel čisto vse kupovati, kaj je, ali pa ko sem je zagrabil, takrat, ko sem zagrabil. Cene se spreminjajo, Kitajska tudi več zahteva za svojo produkcijo, papir pa korona in shipping, to je bilo... zgodbe. Ja, tako da 2020, ko se je korona začela, tam pa je potem začelo padati, ko smo prišli ven iz korone, ljudje so videli, da je denar noter in zdaj je že prenasičen trg in to je to, kar sem pisal. Tudi klej, tako ne. Kickstarter imaš ogromen različnih projektov, ne vem, koliko je točen success rate na Kickstarterju, to nisem zihar, ampak nekako je bilo včasih ideja, da kar se board gameov tiče, je pač skoraj auto-success, ne? Ja. Mislim, čim je dosti dober produkt, da pač it catches the eye. Če je first page dobro narejen, samo animacija pagea, ne rabiš niti imeti gamea, samo page dobro narejen in... Ja, recimo včasih se je pol kasneje šele izvedel, kakšen let potem, ko so Kickstarter naredili, recimo Rulos pa še ni, ne? Kar je pač... pač tega je veliko. Ful veliko tega je bilo. Tako veliko povpraševanje je bilo po board gaming specifično. Zakaj pa je bilo? Je tako živ ta board game community, oziroma je tako veliko ljudi zainteresiranih za to? Sigurno, mislim, board gamei so zelo zanimiva niša, znotraj samega gaminga. Mislim, en bonus je sigurno, da pač imaš računalniške igre, so sigurno večje kot namizne, kot sama industrija. Ampak klej mogoče je pač minus, da si pač omejen na svoj pač domač setup, ne, kjer ti to igraš. Medtem, kad cela ideja board gameov in zakaj so tako popularni, ker pač tudi nam recimo kot nekim bolj introvertiranim osebam pač bolj domače se počutiš, ko greš dejansko igrati igro s prijatelji in tako naprej. Imaš nek zanimiv excuse v bistvu, da se družiš z ljudmi. Gledaš vse drugega. Tako pač zanimiva taka socialna zadeva je. Med drugim imaš pa potem še v bistvu nišo znotraj niše, kjer pač smo mi bolj dejavni, to so pa wargamei, ki so v bistvu malo bolj taktične simulacije iger. V bistvu naš game recimo je dosti podoben, tako da malo zmešal Dungeons and Dragons za nečem malo bolj taktičnim, ko je pač bolj proper wargame. In zadeva je tako pač, ljudje se radi spravijo to, ker v bistvu ti da zelo podoben občutek, kot da bi igral nekaj MMORPG, sem da ga igraš v bistvu na mizi. To govorimo o wargaming.